Poznate tisto občutek, ko imate vsega dovolj, šef teži, žena je tečna, otroci se derejo. Ja, vem, še prevečkrat. No, takrat bi se najraje usedel v avto, prijel za volan in nekam odpeljal. Kam? V Sloveniji s tem res nimamo težav in za začetek predlagam sem. Vem, da ste takoj uganili, tole pod mano je Vipavska dolina, a ni lepo. Na eni strani Nanos, tam naprej Hrušica, na drugi Vipavski griči, pa potem naprej Kras. Tole je že samo za videti top, ampak ta prekrasna dolina skriva še ogromno zanimivosti in k sreči so tudi nekatere ceste tule za prste oblizniti. K sreči se Puma dobro pelje. Na našem velikem primerjalnem testu Prima smo ugotovili, da celo najbolje med vsemi majhnimi križanci. Tako na tistih zaprtih ovinkih kot tukaj, ko se cesta odpre in pokrajina razkrije, zakaj vsaj jaz tako rad pridem sem. Ja, zaradi tistih kugelc, ki rastejo tamle in potem iz njih nastane nekaj fantastičnega. Dokaz, da je to res, so številna priznanja dekantarji in paste to, tukaj goste sprejema preko 100 vinskih kleti. Pridem še do tja, najprej uživam v cesti, ki se vije med vinogradi in kjer Puma pokaže, da je odlično vodljiva in da je občutek na volanu vedno zelo dober. Tukaj ni veliko nagibanja, zato avto sledi ovinkom skoraj tako lepo kot nižja Fiesta. Sploh je fino, da kljub zelo dobri legi na cesti vožnja ni preveč neudobna, torej vsaj pri tem avtu ne rabite sprejemati velikih kompromisov, če želite vsaj kdaj pa kdaj tudi malo uživati. Sami ali z družino, saj ima konec koncev dovolj prostora za vse. In če boste ravno družinsko navdahnjeni, se najprej ustavite v Ajdovščini. Tu je tale utrdba Kastra, ki so jo Rimljani začeli graditi že okrog leta 270 in je takrat varovala vzhodno mejo rimskega imperija. Tukaj se lahko lepo sprehodite okrog starega mestnega jedra, medtem ko se vaš električni avto polni. Puma se sicer še ne more polniti, ampak se bo enkrat v prihodnosti tudi ta, imajo pa prefordo seveda še druge električne avte, ki pa se lahko. Priporočam tudi ogled tega izvira Hubelj nad Ajdovščino. Zdaj je veliko deževali in je fino veliko vode, tako da je res lepo za pogled. Pa še ena osnovna učna pot je tam, če vas zanima še kaj več o naravi. Moram prav kakšno fotko narediti. Peljem se naprej po Vipavski dolini, samo 5 km je do naslednje prekrasne točke in tukaj gre cesta bolj naravnost, pa hibridni pogon ne pride toliko do izraza, kot je prej v mestu. Ja, zadaj piše EcoBoost Hybrid, kar pomeni blagi hibrid in tukaj mali elektromotor pomaga bencinskemu. Vse skupaj seveda pomaga pri manjši porabi goriva in boljši odzivnosti. Vse to pa za vas pomeni tudi, da se boste zelo dobro počutili in pripeljali tudi do kakšne zanimivosti, kot je tale Vipavski križ. To je ena najlepših slovenskih vasi, ki ima še vedno status mesta, pa je to drugo najmanjše mesto na svetu. Ta hrib je bil naseljen že v predrimskih časih, v 15. stoletju pa je dobil še tisto obzidje, ki jih je varovalo pred turškimi vpadi. Se splača ustaviti, res lepo. Če hočete pa na enem mestu sprobati vsa tale vrhunska vina, pa lokalno pivo in dobrote z okoliških kmetij, se morate pa ustaviti v darovih Vipavske. Naprej nisem smel mimo Branika, ker je tukaj spet en hud grad Rihenberg. Koliko je ogromen. Moram prosto malo sem peljati, ker imata res hudo domišljijo in boste spet najdla prijazne duhove kleje noter. En mi že maha, kuku. Zdaj pa še nekaj za Atja, tudi za mamico. No. Spet sem na tisti fini cestici in se peljem na planino, kjer je doma Guerilla. Seveda je tukaj še ogromno drugih vinarjev, ker če je katera regija znana po dobrih vinih, je pa to pač Vipavska dolina in veliko tujcev sem srečal, ki so prišli k nam samo zato, da bodo uživali v krasni naravi in dobrih vinih.
imamo dve vini, ki uspevata samo v Vipavski dolini. Prvo je Pinela in drugo je Zeljen, kakor rečejo domačini. Obe sta beli, obe sta suhi in ponujata tista prav pogled v to, kakšno so bila vina nekoč. Danes je ravno zaradi biodinamike možno pridelati takšna vina in ne rabiti zraven ne vem koliko kemije. Guerilla je biodinamična vinogradniška kmetija, ki ne izgleda ravno kot tipična kmetija, a ne? Trta uspeva v terasastih vinogradih in Zmago Petrič pravi, da je že pred leti izbral najboljše lege, da danes v tesni povezanosti z naravo prideluje fantastična vina. Evo, kje je lepše zaključiti en takšen fin izlet in si potem privoščiti tudi oddih, kje lahko tudi spite, ali pa se pustiti komu, da vas zapelje domov. V Pumi se da odlično sedeti tudi na desnem sedežu. Če mora biti moderen križanec, je odlična izbira Fordova Puma, ker ima odlično podvozje in super krmilni mehanizem, da je vožnja tudi kar se da zabavna. Večina avtomobilov te vrste se pelje zelo mlahavo, tale pa dejansko ponuja neke dinamike, tudi če malo višji od tal. Evo, ovink in nič me ni strah, če bo šlo ali ne. Gre. Vsaka pot mora imeti nek cilj in moja jih ima več. Začenjam pa nekom, ki ga na svoji poti po Vipavski dolini ne smete spustiti. Tukaj sta doma umetnost in vino, ne nujno v tem vrstnem redu, in če imate vsaj kolikor toliko razvita čutila, boste tukaj srečni, kakor sem zdajle jaz. Pa sem šele začel. Vino ne sme biti odraz mene, mora biti predvsem rojstvo v vinogradi. Tako da fundamentalna reč vinograda je, da ko priješ, da je orkester mikroorganizmov in če je življenje tam rock'n'roll, bo pole tudi vsakim lažje. Vse, kar rabe vino v kleti, je cejt in mir in dobro družbo. Tako da ga moramo zdaj pustiti pri mir. Tako. Načelno bele vina zorijo 1 leto do 2, rdeče pa od zdaj naprej bojo 2 do 2,5. Ne vem, kaj mene vedno pošljajo v te vinske kleti, ki itak vejo, kako imam rad vino, pa ga ne smem piti, ker vozim, ne? No, sem si pa vzel za domov. Tle je en tak fajn roze, njihov najbolj popularen vin, v takih lepih flašah, a ne? Pa Rebulca, tamle imam pa Angel, tisti je pa zame. Samo mogo zdaj ful paziti, kako polagam v vinke. Pa mi pomagaš ti? Zanimiv je motor. Litrski EcoBoost turbobencinski trivaljnik, ki ima 92 kW, po domače 125 konjev in dodatno oznako MHEV, kar pomeni blagi hibrid. Ne pomeni, da se vozi samo na elektriko, ampak mali elektromotor pomaga bencinskemu pri odzivnosti in pospeševanju, predvsem pa veliko lepše zažene motor, ko se ta izklop na semaforju. Pa še eno majhno 48-voltno baterijo ima sistem in ta se potem polni med vožnjo, recimo med zaviranjem, da napaja elektromotor, ko to potrebuje. To je fino, ker se hitreje odzove, ko pohodaš plin in lepše vleče v klance, da bolj suvereno pripelješ pred kakšen grad. Na primer Kromberg. Res lepa renesančna stavba s 4 stolpi na vogalih je tole. Zunaj je še lep park, not pa Goriški muzej. Vredno obiska, če ste tukaj. Če si zaželite še malo aktivnosti, bo pa za vas supanje na Vipavi. Sicer ga sam nisem mogel preizkusiti, zato se vrnem spomlad. Je pa baje noro, ker imaš totalen mir. Evo, in končno v Novi Gorici, ki je sploh zanimiva zaradi tega. Glede, tukaj stojim v Italiji, tukaj pa v Sloveniji. Tole je trg Evrope in je eden od simbolov povezovanja med nami in sosedi, ko smo vstopili v Unijo.
Za nas avtomobiliste je zelo zanimiva zadeva tudi avtovlak, ker tukaj zapelješ avto na vlak in ta te potem skozi najdaljši železniški predor v Sloveniji zapelje do Bohinjske Bistrice. Edino treba je biti kar zgodaj tukaj, no. Še tole je nujni postanek, grobnica Bourbonov, kjer je pokopan francoski kralj Karel X, ki je po izgnanstvu izbral Gorico, ker tukaj takrat ni bilo kolere, potem je pa star 79 let umrl ravno za kolero kot edina žrtev epidemije takrat v Gorici. Mislim, je imel pa res srečo. No, to je pa tudi edini kralj, ki je pokopan v Sloveniji, prav tule. Tukaj gori da krona, ker bi bil kjer. Tukaj si lahko ogledate tudi ena tako zelo lepo razstavo vrtnic, sploh spomladi morate prijeti in baje, da je največja v Evropi, ker je tista v Parizu zaprta za javnost. Pa obe Gorici lahko vidite, tam je stara, tukaj je nova in mesto skupaj kandidira za Evropsko prestolnico kulture. Ja, malo sem že lačen, ampak če sem že na tem koncu, mi seveda ni smel videti famozni Solkanski most. Sploh železniški, to je največji kamniti most na svetu. Noro, ne? Tokrat nisem šel čez, ampak kar naprej do Banške planote. Lahko greste vmes še do Svete gore, ki jo obožujejo tudi kolesarji, tako kot tole visoko kraška planota s krasno naravo. Tudi to obožujejo kolesarji, zato morate z avtom kar paziti. Ampak se splača, najprej cesta dokaj ozka, pol gor na vrhu se pa takole lepo odpre. Se res splača prijeti, za kakšne sprehode z družino je tole top. In za konc, kaj drugega kot hrana in razvajanje. Pikol, ena od vrhunskih restauracij na tem koncu Slovenije, je že moja stara znanka. Opa, kaj pa je tole? Ha! Ponovno imajo še tele hude hiške in kar je najlepše, sem se zmenil, da bosta dva med vami lahko tukaj prespala na teli posli, pa uživala v nori večeri s 5 hodi. Paket se imenuje Srečen dan, upam, da bo tudi noč, stane 340 € in vključuje še zajtrk v teli sobi, zunaj pa je še ogrevan masažni bazen tamle. Noro, spiš v hiški, na vodi, v gozdu. Pa še zraven še hibridno avto, a ne? Tadej Gašperin tukaj z družino skrbi za svoje zahtevne goste in mi je danes priporočil in seveda pripravil med drugim soško postrv, marinirano in rahlo dimljeno na češnjevem lesu, s toplo juhico iz fermentirane šalotke. Evo, kup stvari je še ostali, pa vam ne smem vsega pokazati, da boste še sami kaj raziskali. Jaz pa zdajle še en kozarček domače penince, ali pa kar celo, a ne, pa na zaslužen oddih tamle v hiško.